največji poslednji bolesti, ki je že sestra obupu, človeku nenadoma odleže. Kadar je križ najtežji, pade z ramen. Srce si oddahne, verno je in zaupljivo. Oči poprej motne od solz, gledajo vesele in svetle v prihodnji dan. Prijazna misel je več kakor ceklin. Kako bi naj jo mogel tirjati, če mu pošljeva otroka, tega ljubega, šapkom cvetic? Nasmehnil se bo in bo rekel: dobri ljudje so, le zdravja jim dodeli Bog. Da bi le bilo, da bi se zgodilo. Jan, povedati mora nekaj. Čuj, Jan, nekaj mora povedati. Jaz znam, kar ne misli, da sem tako neumna. Jan, potrpi. Kako bi rekla? Ujemati se mora. Glej, da znam. Čisto na kratko naj pove. Brez dolgih, nepotrebnih besed.
tako naj reče Jan. Ti naš dobri gospodar, sprejmi te cvetice v dar. Ali ni dobro, Jan? Prijema se! Prijema se! Dobro! Še rdeč trak, še rdečo pentljo. Jelenka, zdaj pa bistro poslušaj, Jelenka. Bistro poslušaj, Jelenka. Ti si dobro zapomni. Ti naš dobri gospodar, sprejmi te cvetice v dar. Ojoj. No! To se nauči. To pesem sem jaz služila za gospodarja, ker je jutri njegov god. Ti mu poneseš te cvetice. Joj, bele, lepe astre. Ojoj, Jelenka. Imamo še tvojo oblekco od obhajila. To belo, Jan, to belo. Tako jo moram speglati. Jelenka, kako boš rekla? Ti naš dobri gospodar, sprejmi te cvetice. Kako se je brž naučila, si videl, Jan? Samo enkrat sem mi povedala. Enkrat samkrat. Dobro si zapomni, večkrat na tišem reci. Jan, skoraj se mi zdi, da sem lačna. Tudi jaz bi skoraj mislil, da sem lačen. Und jetzt eine Pause. Kaj? Še norčevali se boste iz mene? Ali sem že na parah, da mi dajete to mrtvaško listje? Prokleta sodarga! Že 3 mesece ne vidim solda in ta sodarga mi zdaj še komedijo ganja. Stran! Stran!
Vsi stran! Saj vas podpiram, ampak nekdo mora odgovarjati. Na pogodbah ste. Še to uro stran. Vsi! In še tisto uro so se napotili vsi trije, sam Bog nebeški vedi kam. Astre na stopnicah niso ostale čisto bele, ker je kapala na nje kri iz ust Jana Valmetala. Take zgodbe se vrše, še posebno na zimo, v 16. kraju Dunajskem.